Slovenija je že 8 tednov v lockdownu, pa smo kljub temu prvi v Evropski uniji po tem, kako slabo upravljamo krizo. Koliko okužb imamo, koliko smrti. Drugače povedano, imamo najdaljše zaprtje javnega življenja v regiji, pa smo kljub temu po vseh rezultatih najslabši. Celo vaši ministri, gospod Janša, recimo Zdravko Počivalšek, je prejšnji teden priznal, da se je Slovenija, citiram, znašla v slepi ulici glede korona krize in da se je, citiram ponovno, epidemija razvila v psihološko krizo zaupanja. Skratka, ljudje vam ne zaupajo. In ni težko ugotoviti, zakaj je temu tako. Že v prvem valu je Slovenijo nekje vmes presekala afera z nakupovanjem ventilatorjev in mask in koruptivnimi posli s temi povezanimi. Kar se je dogajalo zadnjih 8 tednov, se pravi, odkar smo v lockdownu, pa presega vse meje razuma. Medtem ko je umiralo po 60 ljudi na dan, podjetja so propadala, ljudje so izgubljali delo, upanje in svojce, ste vi počeli kaj? Če vam samo naštejem par stvari. Zablokirali sredstva Slovenski tiskovni agenciji, poskušali obglaviti RTV, spustili Madžarsko v drugi tir, sprejeli zakon o 780 milijonski nabavi orožja, prepovedali referendum, nekemu reperju kar tako vzeli status samozaposlenega v kulturi, kar je tako, kot da bi Furs nekomu zablokiral firmo, ker pač reče neki proti vladi, se prepirali s protestniki, kulturniki, tujimi diplomati, zdaj berem na stranih vlade, da še tuje akademike poučujete, da so padali pod vpliv, citiram, skrajno leve Slovenske akademije, potem podirali neke snežake pred parlamentom, nehali plačevati filmarjem in jih spravili na rob bankrota, imenovali prijateljico Roka Snežiča za direktorico Nacionalnega preiskovalnega urada, imenovali občinskega svetnika SDS iz občine Straža za direktorja Urada za preprečevanje denarja, razglasili Donalda Trumpa za zmagovalca ameriških volitev, glasovali proti resoluciji Svetovne zdravstvene organizacije, ki bi zagotovila humanitarno pomoč Palestincem v krizi, šli kupovati orožje v Izrael, tvitnili po 100-krat na dan, korona ukrepe namesto prek uradnega lista razglašali prek Twitterja, na kar vas je moralo opozoriti Ustavno sodišče, začeli izgubljati dostop na odprto morje in nekje vmes dopustili, da se v vašem strankarskem tedniku Demokracija pojavljajo članki, ki pišejo o tujcih kot o plesni in plevelu, kar bom jaz rekel, da je neka polnokrvna nacistična propaganda. Takole bom rekel, gospod Janša. Pod vašo vladavino smo se res razdelili na prvo in drugorazredne. Medtem ko drugorazredni izgubljajo delo, upanje, svojce, dohodek podjetja, se vi, prvorazredni, igračkate z nekakšno revolucijo. Zato je v bistvu moje vprašanje sledeče, gospod Janša. A si vi sploh želite čimprejšnjega konca te epidemije, ker zdi se mi, da vam stanje tako, kot je, naravnost ustreza?